preprečuje na eni strani, da bi prišlo do polarizacije, ki je že itak prevelika, po drugi strani pa omogoča tisto, kar se je v Sloveniji pokazalo kot element demokratizacije sistema. Dve stvari smo v sistemu spremenili v primerjavi z Nemčijo in v primerjavi z Novo Zelandijo kot dvema najbolj znanima državama, ki imata takšen sistem. Pri prvem glasu, kjer se voli naš poslanec, se pravi poslanec našega volilnega okraja, smo spremenili tako, da gre za dvokrožni večinski volilni sistem. Se pravi, da je v drugem krogu ali v prvem krogu izvoljen tisti, ki dobi večino glasov. Ta sistem je veliko pravičnejši kot enokrožni večinski sistem in še manj je presežnih glasov. Pri drugem glasu, kjer se glasuje na podlagi list političnih strank, pa smo izkoristili tiste prednosti, ki jih kolegica Fajonova najboljše pozna, se pravi z evropskih volitev. Na evropskih volitvah se je pokazalo, da so posamezni kandidati, še večji meri kandidatke, preskočile tiste kandidate, ki so jih forsirale politične stranke. In to je prednost prednostnega glasu, ki ga uvajamo in ki ga v Nemčiji in v Novi Zelandiji ne poznajo. To je torej takšna ureditev, v kateri se ne more zgoditi, da bi zmagala stranka z manjšino glasov. Naj navedem še en primer, ki mislim, da bo za nas vse danes še posebej aktualen. V Novi Zelandiji so se odločili za kombiniran sistem potem, ko je laboristična stranka dvakrat izgubila volitve, čeprav je dobila večino glasov. Se pravi, kombinirani sistem je nasprotje večinskega sistema in tudi nasprotje čistega proporcionalnega sistema. Zagotavlja večjo legitimnost oblasti in preprečuje to, da bi prišlo do dvostrankarske polarizacije. Mislim, da bo to za uvod več kot dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa. Bo bi pa jaz nadaljeval. Nek razlog še obstoji, zakaj mislimo, da je treba sistem menjati. To je obnašanje poslancev. Mislim, da smo v zadnjih 3-4 letih, pa tudi že prej, ta stvar se stopa iz normale v nenormalno situacijo, da smo doživeli pravzaprav tako obnašanje poslancev, ki je za državljane žaljivo. In to ne samo z leve, ne samo z desne, zdaj predvsem z desne, ampak pogledajte, ta državni zbor ni sposoben spoštovati svojih lastnih zakonov. Vi v zakonu imate, v zakonu, ki ga je državni zbor sprejel, zapisano, kdo ne more biti poslanec, katere funkcije so nezdružljive. Vi že 4 leta v svojih vrstah gledate poslanca, ki opravlja dejavnosti, ki so s funkcijo poslanca nezdružljive in niste našli moralne moči, da bi takemu poslancu rekli, odloči se eno ali drugo, ne moreš obojega. In zato smo mi vprašali državljane, se vi strinjate, da je treba tak sistem menjati? Posredno ali neposredno smo vprašali veliko državljanov. Dobili smo krepko preko 200.000 odgovorov, da je treba tak volilni sistem nujno menjati, in vsaj polovica se jih sprašuje, zakaj bi sploh volili politične stranke, ki nasprotujejo demokratizaciji volilnega sistema. Stranke, ki pravijo, ja, se mi smo za spremembo, pa ne moramo zbrati 60 glasov. In nobeden ne pride z zahtevo, da je treba narediti. Zato smo se mi dogovorili. Prvič, da nadgradimo, jaz tu pogrešam našega doktor Radota Bohinca, ki se je s tem predvsem ukvarjal, da nadgradimo tisti del zakona, ki govori o odgovornosti poslancev, da ga nadgradimo s tem, da razčistimo
katere dejavnosti poslanec lahko opravlja, če jih ne opravlja, da ugradimo v zakon možnost suspenza takega poslanca in navsezadnje, če državni zbor ni sposoben opravljati svojih nalog, da mi seveda lahko takega poslanca odpokličemo, organiziramo pa tudi referendumsko, če tako rečem, zaupanje v državni zbor. Pri enem in pri drugem primeru, pri odpoklicu poslanca in pri glasovanju o zaupanju v državni zbor, smo se zavedali nevarnosti, da bi lahko nekdo začel. Zato smo izjemno pozornost posvetili vprašanjem, da se to ne zgodi, vgradili smo vrsto omejitev, vendar ostali pri tem, da če državni zbor ni sposoben higienično funkcionirati, potem mora dopustiti državljanom, ki so ga volili, da posameznike ali celoten državni odbor odpokličejo. Poslanci niso bogovi, izvoljeni brez kakršnih koli odgovornosti, pravic in dolžnosti. Izvolili so jih državljani in kdor je nekoga izvolil, ima pravico, da ga odpokliče, kadar se ta ne ravna v skladu z zakonom, na osnovi katerega je bil izvoljen. To so osnovna pravila. Mi namreč verjamemo, da zakon oziroma volilni sistem ni vaše orožje zoper civilno družbo, temveč mora biti pogodba med civilno družbo in politično sfero, političnimi strankami, pogodba, ki pove, kako se za določen čas del suverenosti ljudstva prenese na poslance oziroma politične stranke, za določen čas pomeni za mandat, en del pa pomeni, da moramo pustiti ljudstvu, da drugi del svoje suverenosti izvaja preko normalnega sistema referendumov, ne pa preko take packarije, kot so zdaj nastali referendumi, ker je ena stranka to izkoriščala, ste izrabili priložnost in praktično uničili referendumski sistem. To, kar imamo danes, je seveda posmeh demokraciji. Toliko uvodoma, zdaj, če bomo dobili Radota Bohinca, ga bom jaz prosil, da podrobneje obrazloži, kaj mislimo z določili o odgovornosti poslancev. Hvala lepa. To se pravi, meni predajate besedo zdaj nazaj, gospod Milan. Ja, imaš besedo, verjetno bomo pa pričakovali od gospe Fajonove na moje zelo ostre besede kakšen odgovor. No, zdaj bomo pa ženske mačkam bolj omilile tole situacijo, pa bom jaz najprej se bom gospe Fajonovi opravičila, da vam sploh nismo pustili do besede za začetek, tako da še enkrat dober večer in dobrodošli. Dober večer. Tako da zdaj pa resno vam predajam besedo za komentar vsega, kar je gospod Emil Milan povedal, in sem prepričana, da imate tudi vi za nazaj povedati marsikaj, tako da izvolite, prosim, lepo. Ja, hvala lepa najprej za povabilo v ta elitni pogovor o volilni zakonodaji in pa o demokratični spremembi volilnega sistema. Zdaj, toliko kot me poznate, z nekaterimi od vas sem uspela tudi že govoriti o spremembah volilne zakonodaje. Sama imam drugačne izkušnje, to, kar je nazadnje gospod Emil govoril o obnašanju poslancev, nisem imela še priložnosti do danes delovati zares v državnem zboru, imam pa izkušnjo, ki je bistveno drugačna kot evropska poslanka, kjer je druga kultura dialoga. Tu se lahko strinjava, da smo v Evropskem parlamentu vseeno zastavili drugačna pravila od kodeksa obnašanja do sankcij poslancev in podobnih ukrepov, ki jih uporabljamo, in je resnično
drugačen način, mogoče tudi zaradi tega, ker prihajamo iz drugih držav in tega okolja z bolj spoštljivim obnašanjem, spoštljivo retoriko in kulturo dialoga, priznam, da mi je bistveno bliže, ko gledam, na kakšnem nivoju ali kako nizko je včasih razprava v državnem zboru. Zdaj, jaz zelo rada razpravljam o možnih spremembah in izboljšavah in sem vedno zelo odprte glave, da slišim, kaj je mogoče narediti, zlasti, če prihaja od ljudi, in se zavedam izzivov na vsakokratnih volitvah v Sloveniji, tudi ko primerjam države v Evropi, da imamo razmeroma nizko, če ne rečem, eno med najnižjimi volilnimi udeležbami, kar je verjetno tudi posledica samega volilnega sistema in da ljudje preprosto nimajo občutka, da lahko vplivajo oziroma da njihov glas šteje. Posledično, jaz ne bi rekla, je to samo volilni sistem, je tudi sama diskreditacija politike, ki je močno prisotna in pa polarizacija družbe ali pa tudi socialna omrežja, da ne grem v drugo debato. Najprej res hvaležna sem za priložnost, sem se pogovarjala že z gospodom Emilom in s Cirilom. Zdaj smo eno priložnost zamudili, ampak takoj po volitvah zagotovo bo treba se lotiti spremembe volilne zakonodaje. Zdaj sem res med tistimi, ki imajo izkušnjo, zelo dobro izkušnjo, kaj pomeni imeti prednostni glas. Dvakrat sem bila na volitvah v Evropski parlament izvoljena s prednostnim glasom in to se mi zdi, da je tudi tisto, kar ljudje najbolj čutijo, ko lahko imajo neposreden vpliv in lahko izvolijo sami, da imajo občutek svojega zastopnika. Zdaj, gospod Ribičič je v uvodu lepo pojasnil, kaj pomeni kombinirani sistem in da velikokrat ljudje mešajo med večinskim in proporcionalnim. Tudi meni so te razlage pomembne. Lahko samo povem, da ko smo v državnem zboru zdaj imeli priložnost, da bi spet vsaj za prednostni glas in ukinitev volilnih okrajev odločali, da smo Socialni demokrati, tu sem bila že do neke mere zraven, podpirali tako ukinitev volilnih okrajev kot prednostni glas oziroma uvedbo relativnega, če se pravilno izrazim, preferenčnega glasu. Zdaj, to se ni šlo, verjamem, da bo to ena prvih stvari, ki si jih bomo morali lotiti. Zdaj ne vem, ali gremo, da komentiramo vse, kar je bilo povedanega, ali bodo pod vprašanja, ampak kakšne stvari se lahko dotaknem. Vi, če gremo skozi zakon skozi, mi boste postavili vprašanja ali kar komentiram. Jaz sem si nekaj stvari uspela pripraviti in pregledati za te novosti predloga zakona, ki vi predlagate zdaj, ko gre za to, kakšno vlogo bi lahko imeli državljani pri da bi enakopravno lahko predlagali svoje kandidate za poslance. Zdaj, ali bi se to lahko poenotilo na 200 podpisov? Priznam, da toliko nisem strokovnjakinja, je zdaj ta število 200 podpisov tisto, ki zagotavlja lahko kandidaturo. Na vsak način pa absolutno podpiram večjo vlogo volivk in volivcev v fazi vlaganja kandidatur. Zdaj vidim, kako zapleteno nasploh je, pa smo etablirana ali pa večja politična stranka v tem prostoru vlaganje kandidatur in da, če želiš odpirati tudi kot stranka vrata, seveda se približaš ljudem in skušaš tudi z civilne družbe med ljudmi najti primerne kandidate in zato je to sodelovanje izjemno pomembno. Zdaj, tudi mi bomo v tem postopku, ko predstavljamo svoje kandidature, pravzaprav na listah imeli kar veliko ljudi, ki niso bili do zdaj člani stranke, pa so mogoče pristopili v zadnjem času, je že to eno odraz in tudi veliko mladih in žensk. To je bil napor stranke, čeprav priznam, da je politika precej diskreditirana in da se danes ljudi bistveno težje podajo na to pot. To je en drug izziv, pa se ga ne bom zdaj dotikala. Načelo domicila, ja?
Če vas smem tu samo malo prekiniti, v bistvu načelo, o čemer ste zdaj govorili, je bilo prvenstveno mišljeno, da se izenači pogoje za vlaganje kandidature. To se pravi že za obstoječe politične stranke, da ni dovolj, ne, da imaš ti pač 3 podpise nekih poslancev, ne, da pač vsak, ki se podaja v to bitko, mora v tistem trenutku biti na nuli, ne, na izhodišču enakovrednem, kot so drugi. Ta del je bil v bistvu tu posebej izpostavljen. Ne? Verjamem, da se tu lahko strinjamo, da bi bilo to pošteno za vse državljane. Ne? Absolutno. Zdaj, tudi če grem tu korak naprej, ne, z načelom domicila, jaz sem nekaj stvari imam izpisanih, ne. Zdaj, načelo domicila, ne, je seveda v redu, danes imajo politične stranke absolutno preveč vpliva, in ustava res poudarja, da mora imeti odločilen vpliv na poslance, volivka oziroma volivec. Mi smo bili edina stranka, Socialni demokrati, kot sem jaz pogledala v preteklosti, ki smo predlagali načelo domicila, ko smo iskali zadosten konsens strank pri ukinitvi volilnih okrajev in pa uvedbi preferenčnega glasu, pa takrat tega nobena druga stranka ni podprla. Zato tudi v predlogu zakona o volitvah v Državni zbor ta rešitev ni bila vključena. Torej, tu se mi zdi, da nikakor zdaj nismo, da bi zanikali politične stranke ali pa vodstva strank ali pa nestrankarski sistem, ne. Smo za prenos, da res ta pretirano mogoče vplivanje vodstev političnih strank na volivce se res zmanjša, ne. In ta domicil, če ga je le mogoče vnesti, bi jaz tako spremembo vnovič zagovarjala. Ja, verjetno je tudi lažje, ne, za volivce kot tiste, ki odločajo, konec koncev odločajo o ljudeh, ki jih poznajo, ne. Se verjetno tudi določen del politikov poznajo, vendar zdaj, če nekdo pride v neko volilno okrožje, enoto z nekje druge, pa težko o njem presoditi kot o človeku, kot o nekom verodostojnem, tako da jaz mislim, da to načelo pravzaprav zopet nekako postavlja to piko na i temu, da želeli postaviti demokracijo, ne. Iskreno bi verjela, ne, da je bistveno lažje kandidiraš tam, kjer te ljudje poznajo, ne. Iz te logike izhajam tudi sama, zato kot Ljubljančanka kandidiram v Ljubljani, ne. Priznam pa, da se res v preteklosti skozi Evropski parlament nisem toliko poglabljala in zdaj odkrivam še vse elemente, ki jih bo treba in slabosti odpraviti. Fajonova, jaz bi vendarle majčkeno še dopolnil tukaj Tjašo, da se vrnem k prvemu vprašanju, ko ste govorili o tem, koliko podpisov. Glejte, če bi neka skupina, rečemo, ta naš nacionalni svet ali Tjašina, ali če se mi skupaj odločimo, da nastopimo na volitvah, govorim zato, ker mi sigurno ne bomo, to je hipotetično, potem bi mi morali zbrati v vsakem od 80 volilnih okrajev po 1000 podpisov, da mi pridemo s svojo listo in v vsakem okraju bi morali v povprečju zbrati 4% glasov, da bi zadostili tej normi, ki jo imamo, to se pravi volilnemu pragu, ki zahteva, da stranka pride v parlament, če doseže 4% glasov. To je nonsens. To pomeni, da so politične stranke privilegirane. Za vas je dosti, da podpišejo listo 3 poslanci in s temi 3 podpisi vlagate liste v vseh 80 okrajih. Tisto, kar mi predvidevamo, da je treba storiti, je, da politične stranke daste realno šanso državljanom, da imenujejo kandidate. Če imenujejo kandidate, jih pa ne morejo drugače pripeljati do šanse uspeha, kot da dovolite neposredno volitev v okrajih, lahko se pa prepiramo, pa rečemo v enotah, pustimo to. In to je potrebno še zaradi nečesa. Sedanji sistem stranke tako obračate po svojih evidentnih koristih,
da je na vsakih volitvah ostane tretjina Slovenije brez svojega poslanca. Mrtve cone, nekatere že desetletja, cele regije nimajo poslanca. Odgovor, ki ga dajete politiki, je, da so poslanci tako dejansko odgovorni celemu ljudstvu. Če so odgovorni celemu ljudstvu, zakaj od njih zahtevate strankarsko disciplino pri glasovanju? En problem. In drugi problem, ni res, da tudi če bi bili odgovorni celemu ljudstvu, če greste gledati investicije, boste videli, da se pokrivajo z gostoto poslancev. To pomeni, da imamo cela področja razvojno v fazi zaostajanja, zato ker jih nihče ne zastopa. In kako se ne gremo policentrizem pa razvoj dežele, če se nam to dogaja že 30 let. In nekateri že 30 let, od leta 96 na to opozarjamo. Ampak ne, stranke ste v coni udobja, pravite, še okraje bomo ukinili, pa bo vse urejeno. Ne bo. Mi moramo priti do kombiniranega sistema, dr. Ciril Ribičič je povedal. Vse normalne demokratične družbe iščejo rešitev v tej smeri. Mi smo dali eno rešitev. Če vam ni všeč, smo odprti za razpravo o drugih. Ampak takih, ki odpirajo možnost državljanom, da postavljajo kandidate in da jih volijo. Ne samo, da se morajo včlaniti v neko stranko, da bi eventualno prišli potem na listo na velikem okraju, ki ga bo določila stranka. To ni demokratično, oprostite. Glejte, če smem, midva se absolutno lahko zdaj in se tudi strinjava. Jaz nisem do zdaj dajala nobenih izjav glede volilne zakonodaje, razno prednostnega glasu, ki sem ga najbolj razumela, ker ne morem odgovarjati za 30 let nazaj strankarske politike. Sem pa absolutno večkrat se z različnimi vami pogovarjala o tem, ker bo to aktualno in je aktualno, in naredila tudi eno delovno skupino, tudi verjetno nekateri med vami veste znotraj stranke, ki pa intenzivno dela na volilni zakonodaji. In se kadarkoli je kakšna možnost, jaz mislim, da tu rabimo nek širok konsens, da bomo res čim več ljudi jim dali možnost, da lahko demokratično odločajo. Tu jaz sem absolutno odprta za vsak pogovor. Ne morem pa res prevzemati odgovornosti, kaj so stranke počele zadnjih 30 let. Samo to bi rada povedala, ker namen tega pogovora je, da probamo najti neke skupne, tudi jaz bi si želela priti do kombiniranega sistema, da vidimo, kaj je mogoče narediti, kaj je v skladu z ustavo mogoče narediti, ne z interesa tradicionalnih, velikih, močnih političnih strank, ampak v interesu ljudi, da bodo lahko in imeli možnost izbire. Prevečkrat sem se v različnih državah in na Balkanu in kje po Evropi soočala z volilnimi sistemami in različnimi praksami. Malo mi je poznano, ampak vam zagotavljam, da si želim, da bi bila najboljša praksa od drugod prenešena tudi v Slovenijo. Ja, se dejansko toplo vodo odkrivati zdaj v danem sistemu, je pravzaprav niti ni smiselno. Jaz bi se samo dotaknila, rekli ste, kaj dopušča ustava. Seveda je naša želja in želja vseh državljanov Slovenije, da naposled pridemo do neke trdne, stabilne koalicije, ki bo operativna tudi v smislu, da se lahko odpravijo anomalije v zakonodajah, sploh tiste, ki zahtevajo 60 in več glasov. Kar pomeni tudi, recimo zdaj hipotetično, da pride do tega pri teh volitvah, seveda si vsi želimo, pa pustimo, ali je to izvedljivo ali ne, vendar me zanima, v tem primeru, ali bi vi podprli spremembo ustave pri teh zahtevanih postavkah, ki so potrebne, da pride do teh sprememb, seveda tudi pri volilnem sistemu? Seveda, absolutno. Jaz sem šla gledati, kaj imate še zraven zapisano in kje bi bile potrebne spremembe ustave. Zdaj v delu razkritje podatkov, tudi osnova, če se najde kakšna nepravilnost, da se kdo zlaže ali so bile zadeve
moj izobrazbi, delovnih izkušnjah, z kazenske evidence, prikriti podatki, takojšnje prenehanje mandata. Tu absolutno bi podprla ureditev, ki bi zahtevala na prvem mestu od kandidatov transparentnost in ustavno skladnost. Tu je že ena takih stvari, kjer bi verjetno mogli poseči. Mi smo v preteklosti že enkrat podprli prenehanje mandata poslancu, ki je bil v zaporu, pa je potem ustavno sodišče vrnilo mandat. Zdaj, da smo dolžni predstaviti program, ki je podlaga za izvolitev ali kršitev obljub in zavez iz programa, lahko pomeni izgubo zaupanja volivcev in lahko vodi tudi do odpoklica. Odpoklic ste prej omenili, ne? Zdaj, jaz sem se malo v svoji glavi s tem ukvarjala, absolutno ne nasprotujem odpoklicu poslanca vnaprej. Zdaj, tu si tudi želim ureditev, ki bo v skladu z ustavo. Ne najdem čisto formule, priznam, ker ljudje izvolijo poslanca, zdaj bi ga mogli potem tudi ljudje odpoklicati. Kako to seveda v skladu z ustavo mora biti nekako urejeno. Ne sme priti tudi do zlorab. Zdaj, ali pa odpoklic celega parlamenta. Kdo lahko zdaj cel parlament? Ljudje, ki so izvolili, lahko cel parlament odpokličejo. Danes bi lahko rekli polovica nezadovoljnih Slovencev, če karikiram, bi iz jeze zaradi slabega obnašanja, zaradi poseganja v podsisteme, zlorabe sistemov odpoklicala parlament. To so zelo delikatne stvari. In zato morajo biti res ustavno zavarovane. Tako. Ampak verjetno, če bi obstajala neka rešitev, ki bi dejansko bila skladna z ustavo, ki bi zakonsko, ki bi ustrezala zakonodaji in bi bila sprejeta s konsenzom, verjetno to pomeni samo tudi konec koncev za politiko neka nova pravila, ki se jih je lažje držati. Sej zdaj v tej stihiji in kaosu, ki vlada v samem državnem zboru, verjetno marsikdo pogreša, da bi imel kakšen vzvod, da bi lahko zadeve postavil na svoje mesto. Predvidevam, da to občutite sploh v opoziciji zdaj kot nek velik manko sistema. Zagotovo. Zdaj, jaz se tu samo vprašam, da mora biti to res pravno dobro urejeno, da ne pride do zlorab, da lahko kar vsak po tem mehanizmu poseže. Si pa tu na prvo mesto postavljamo vseeno tudi neko moralno odgovornost politika, poslanca. Zakaj to pravim? Veliko primerov smo imeli tudi v Evropskem parlamentu, ne nazadnje tudi en slovenski primer, ko se je kdo zapletel v sum korupcije, niti ni bil obsojen, je bil sum, ampak je iz moralne odgovornosti, zaradi nekih sodnih postopkov, zaradi pritiska javnosti sprejel to, da se je umaknil z političnega položaja. Zato pravim, tu že ta tista prva stopnica se mi zdi, pa vseeno mora biti neka varovalka, ki jo ima vsak kot izvoljen funkcionar pri sebi. Zdaj, ni mogoče pričakovati od vsakogar, ampak veliko pa je bilo primerov, kjer se spomnim, da so politiki sami zaradi neke odgovornosti ali bili prisiljeni ali so odstopili. Potem pa je drugo, kar lahko naredijo ljudje, da odpokličejo in bi to podprla, če je urejeno, kot mora biti. Ja, lejte, etično-moralna drža bi morala biti nekaj samo po sebi umevnega, vendar se je izkazalo, da žal pač ni in ko se neka vrzel pokaže, pač jo je treba tudi urediti. Jaz sem prepričana, glede na to, kako se pogovarjamo, o čem teče beseda in kako neki pozitivni odzivi se vršijo strani vseh mojih sogovorcev, se mi zdi, da bi to moralo biti opravljeno z levo roko, konec koncev, tako da jaz srčno upam, da bo ta politična volja tudi po volitvah še naprej prisotna in da pridemo do tega, da bodo morda pa državljani zopet bili v stanju, ko bodo lahko začeli zaupati politiki, kot smo ji zaupali takrat,
takrat 91., ko smo šli polni pričakovanja in z nekimi vizijami v samostojno Slovenijo, ne, in potem se mi zdi, da drastično pada skozi 30 let in vsak od nas mora prevzeti, tudi državljani moramo prevzeti svoj del odgovornosti, ker če bi, zdaj bova rekli tako zelo karikirano, če bi vi imeli na drugi strani državljane, ki bi jasno izrazili svoje nezadovoljstvo, bi verjetno tudi politika se drugače obnašala potem, ne, kot se v tem trenutku. Ne. Jaz vidim tu še vrsto drugih izzivov ob volilni zakonodaji, ne, kako vrniti ugled politiki. Zdaj, ko živimo v obdobju socialnih omrežij, ki so seveda izziv, priložnost, ampak se mi zdi, da so vnesla veliko sovražne retorike, veliko nestrpne retorike in ta retorika, ki je danes po socialnih omrežjih, iskreno, vsak dan sem deležna tudi groženj s smrtjo, ne, šovinizma, seksizma, da ne omenjam kaj, je postala tudi del mainstream medijev in politike, ne, in ko se politika ali javne osebnosti poslužujejo takega govora, postane ljudem sprejemljivo. Zdaj, to je dodatna ovira, zakaj jaz vidim izziv, kako dobiti zaupanje volivk in volivcev nazaj v obdobju, ko lahko danes praktično zapiše in reče vsak tudi brez obraza in imena in priimka, karkoli želi. Ne. To je tudi za nas politike velik izziv, tudi socialna omrežja, to želim povedati. Ampak sicer pa, če grem samo še po zakonu, mogoče nekaj stvari, ki se mi zdi vredno jih omeniti, ne. Spolna enakopravnost dvigne na najmanj 40% predstavnikov vsakega spola. Seveda to absolutno podpiram, jaz se zavzemam, da bi imeli pariteto. Da bi imeli pariteto povsod skozi in organe strank in organe znotraj institucij, vlad na visokih položajih, ker iskreno povedano, močno pogrešam ženske v politiki, pa verjetno še kje, ampak mi smo že predlagali v preteklosti, da bi v 4 volilnih enotah bile nosilke strankinih list ženske kandidatke in v 4 enotah nosilci strankinih list moški kandidati. Ampak smo pri tej rešitvi ostali sami, in zato ni bila niti vnešena v zakonski predlog. Pa mogoče neki za razmislek. Tudi pri medijski predstavitvi sama se trudim v zadnjem letu, da vedno skušam še več žensk dati v prvi plan, ker se mi zdi, da pogrešamo malo ženske energije v politiki. Pa iskreno povem, je težko danes ženske kandidatke prepričati, da gredo na volilne liste in ni enostavno zapolniti že 40% kvote, ki je danes, ker je politika postala, saj veste, precej umazana in se ženske še težje izpostavljajo kot moški. To so moji dodatki osebni, no. Ampak zdaj kombinacija volilnih sistemov, to smo že govorili, da probamo imeti kombiniranemu volilnemu sistemu. 16 let imamo v programu Socialni demokrati, jaz se dolgo let ukvarjala s tem na različnih delavnicah z mladimi, zelo zanimivo, ko se pogovarja z mladimi, ne, si jih skoraj večina ne želi imeti volilne pravice pri 16. letu starosti. Avstrija je razmeroma hitro uvedla, se je zgodil en tisti prvi pozitiven efekt, ampak ne nujno stalen efekt, ker vseeno je odvisno od politik nagovarjanja mladih. Ampak mladi so izpostavljali problem, da imajo premalo znanja, kar je seveda nam sporočilo, da moramo jih izobraževati od majhnega, da bojo pri 16. letu vedeli in odgovorno živeli s to volilno aktivno pravico. Tako da 16 let da, ampak z možnostjo boljšega izobraževanja, da bodo vedeli pri 16. letu, kaj so institucije, kaj pomeni njihov glas na volitvah, ker sami pogrešajo, da nimajo dovolj znanja.
To se absolutno strinjam, pravzaprav tu ni samo sistem tisti, ki bi moral neko izobraževanje zagotoviti, ne. Jaz mislim, da tudi družinsko okolje in samo okolje, v katerem prebivajo, ne, je bilo skozi zadnja leta zelo nenaklonjeno, ne, kakršnikoli državljanski aktivnosti, ne. Če smo sila pošteni do sebe, pravzaprav ni nikogar kaj prida brigalo. Ko so bile volitve, smo se malo razjezili, majčkeno smo povedali, da se ne strinjamo s tem in onim, potem je šla pa karavana naprej, ne, mi smo pa svoje odlajali, tako da velik del krivde, ne, smo zopet mi, ta naša generacija, ki je prišla v že narejeno državo in ni bilo treba nič narediti, no, tako da tukaj se absolutno strinjam z vami, je pa res, da se zdaj pogovarjamo o nekih ključnih odločitvah, ki se prvenstveno na nas ne bodo toliko nanašale, kot se bodo ravno na naše zanamce, tako da jim moramo nekako omogočiti tudi to pravico, da odločajo o svoji prihodnosti, ne. Zato je bil tudi ta predlog 16 let podan in jaz mislim, da participatorno bi bilo prav, da se jih, ne, v bistvu pripravi do tega sodelovanja. Tako. Izvolite. Se praktično bolj ali manj sem skozi tisto, kar sem uspela pogledati, prenehanje mandata, suspens ali odpoklic, sem se načeloma dotaknila. Na vsak način je treba res zaostriti odgovornost, ki jo ima poslanec, ne. Zdaj, kakšna je tu odgovornost, transparentnost delovanja? Vsi smo nenazadnje javni funkcionarji, ne, smo tudi podvrženi prijavljanju KPK, pregledu institucij, pa seveda, če rečem, četrtemu stebru oblasti, medijem in pa javnosti. Na koncu so ljudje tisti, ki nam potrdijo še enkrat mandat, če smo dobro opravili, ni nujno to merilo dobro opravili delo, ampak za popolno transparentnost, možnost odpoklica ali suspenza, ampak da je to ustavno urejeno, podpiram. Mene veseli. Matjaša, lahko? Seveda, izvolite, prosim. Ja. Gospod Tanja je izpostavila ste problem odnosa sploh do politike danes, ne? Pa zakaj imajo ljudje tako negativen odnos, kandidati. Glede, se ne vem, zakaj bi se pa čudili. V bistvu v tele 32 letih je ta politična elita, kakršna nam pač vlada, naredila državljanom tak za enih 80 milijard škode, ne. Za 40 milijard se je lepo ljudi zadolžilo, vsakega čez 20 tisoč, potem pobralo se je premoženje, vsa podjetja so bila privatna, do podržavljanja strani Demosa in potem Drnovška, ne. In recimo, če se zdajle pogovarjam, pogledam vaš program, sem ga pač prebral, ne. Moram reči, da se obnašate, kakor da se nič ni slabega zgodilo in kakor da je vse v redu. Ne? Zdaj, ko se pogovarjamo recimo o hotelih, torej jaz nisem ne vas, ne nobenega slišal, ne nobenega novinarja, da bi rekel, ja, tele hoteli so bili nekoč privatni, v lasti zaposlenih, pa so jih podržavili. Ne? Gospod Stanič, jaz bi vas tule prekinila, o teh vprašanjih bomo potem. Ampak problem je, gospod Tanja, da dejansko demokracije nimamo. Glejte, kdo pri nas v kadrih odloča? Nekaj malega politiki, v glavnem odločajo pa uredniki na radioteleviziji. Tisti, ki na televizijo pride naprej, drug ne. Zakaj recimo idej, da se naredi neposredno, se pravi, da neposredno volimo tiskovno oblast? Trenutno poslušajte, kar se zdaj dogaja, katastrofa. To ni javna televizija več. Ena stranka jo prevzema, preprosto. Mislim, zakaj od teh idej, ki so stare od leta 90, noben od vas ne podpre? To me res zanima, ker imamo dejansko na veliko krizo. Dajmo se zavedati v Sloveniji in to, kar je kolegi, ki pripravljajo kombiniran sistem, ne se igrati s tem. Ljudje hočejo imeti svojega poslanca v svojem kraju, ne na nivoju enote. Ga morajo imeti stalno v kontaktu, tega sploh ni več. Mi smo imeli zbore volivcev, poslušajte, da je bila socialistična demokracija 500-krat bolj demokratična kot to, kar imamo danes. Gospod Stanič, bomo tako da je treba se resno na tem zamisliti, pa pogledajte svoj program, pa to, kar pišemo, pa vam pošiljamo rešitve, ne, pa jih ignorirate.
V našem načrtu za 10 let imamo vsa področja pokrita in ta načrt je zdaj 3 mesece v javni obravnavi, 220 strani je. Delale so to strokovne skupine v obsegu tudi po 60 ljudi na področju zdravstva, gospodarstva, financ, sociale. Ne bom rekla, da je idealen, je pa načrt, kako ne samo za eno vlado, ampak 2 vladi peljati Slovenijo. Se dotika tudi stvari, ki ste jih omenili. Zdaj smo 3 mesece imeli javno razpravo, to soboto ga bomo podprli z vsemi dodatki, izjemno veliko predlogov, ideje prišlo nazaj tudi strani stroke. Prej je bil omenjen RTV samo za nadzor, ker je to moj delodajalec iz prejšnjega življenja, da RTV je prva stvar, kjer bomo mogli takoj po volitvah vložiti predlog sprememb zakona RTV, ker druge poti ni, da se uredi, ampak to pripravlja stroka, ker če politika to pripravi, bo to že prvi udarec nazaj. In mi tu poslušamo stroko, delamo posvete z njimi, sodelujemo z njimi in ta predlog se piše. Tako da se zavedam veliko izzivov, ki nas čakajo in veliko stvari, ki gre narobe, ampak zato je vsako sodelovanje zdaj z ljudmi, s stroko, s civilno družbo, res tudi pri naših strankarskih programih izjemno pomembno, da stvari postavimo na pravo pot. Jaz bi morda tule se dotaknila ene stvari. Politiki levega pola, to se pravi sredinsko pa na levo, se očita, da je počasna, mogoče neodzivna. Imamo na desni strani, so zelo agresivni, zelo gredo na prvo žogo, vse uveljavljajo tudi silo, medtem ko na drugi strani je v bistvu vedno se išče neka pot, ki ne bo nikogar prizadela, kakorkoli, ne znam si drugače razlagati, tako da potem v bistvu pride do tega, da se pravzaprav kakšne stvari, ki bi se morale zgoditi, ne zgodijo. Konec koncev pa bom dala kar konkreten primer, recimo ta novela Samo ja pomeni ja, se je že v prejšnjem mandatu, v mandatu prejšnje vlade z gospo Katičevo precej pogovarjalo okoli tega zakona, in ni bilo pravzaprav nobene ovire, da to ne bi bilo sprejeto, in meni je en tak velikanski absurd, da se je to zgodilo zdaj pod to vlado, ker absolutno ne sovpada sam predlog s tem, kar ta vlada dela. Kaj menite, je moč pričakovati, da se bo ta odzivnost spremenila, da boste tudi politiki na, bom rekla, levi in sredinski strani bolj odločno zagovarjali in tudi uveljavljali te spremembe, ki so dejansko potrebne? Samo ja, se ne bi zgodilo, če ne bi nadaljevali prizadevanj z prejšnje vlade, ker so bile zadeve zastavljene bistveno drugačne zdaj in smo se uprli na celi črti. Drugače, takrat pa je očitno zmanjkalo časa, kot če za marsikatero drugo stvar. Jaz mislim, da smo uspeli opozicija veliko stvari skozi to obdobje covida zavarovati, ne nazadnje tudi zdaj, da se ne bojo razprodajali hoteli Save, kar je bilo prej omenjeno. Spletno peticijo ljudje podpisujejo, vsaj mi smo jo štartali, pa tudi sindikati že kar nekaj dni. In ta pritisk, jaz mislim, mu je tudi vlada mogla podleči, da bo na koncu SDH sprejel predkupno pravico. Tako da tu so zadeve, ki jih branimo kot opozicija. Zdaj, drugo pa ali se pogovarjamo, kaj nam je ljubše, avtokracija ali demokracija. Danes drvimo v neko nevarno avtokracijo s sistemom, ki ga imamo, rušenje vrednot, rušenje podstatov naše države, ali pa demokracija, kjer se z dialogom z ljudmi pogovarjamo, kako bomo upravljali z državo. Meni je bistveno bliže ta drugi model. Moram priznati, da smo bili vsi veseli, ko smo videli vaš poziv k podpisovanju in smo se tudi odzvali, seveda. Preden nadaljujeva, gospod Trilar že nekaj časa čaka Zdravko Gar, pa mu bom predala besedo, pa bomo potem nadaljevali. Izvolite, gospod Trilar. Hvala. Jaz se bojim, da smo mi v zadnjih 30 letih izgubili kompas. Kako si predstavljamo demokracijo? Kaj je demokracija? Demokracija sigurno ni, da v parlamentu sedi 90 predstavnikov strank. To je strankokracija. Pa ne bom zdaj začel pri Platonu, kaj je demokracija.
ampak vsekakor to, kar danes živimo, ni demokracija. In ta kompas, ki smo si ga dali, recimo z plebiscitom pred 30 leti, da želimo samostojno deželo in svojo deželo in tako naprej, mislim, nikoli nismo odločili ne za tržno gospodarstvo, ne za kapitalizem, ne za denacionalizacijo v tej obliki, ki je dala več krivic, kot pa jih je popravila in tako naprej. In zdaj pa razpravljamo o detajlih, ki so rezultat tega izgubljenega kompasa, ne. Dokler ne bomo mi sposobni se zavedati, ne, da tisti poslanec, ki sedi v parlamentu, zastopa moje interese, ne strankinih interesov, in da ono zastopa izključno strankine interese, ne, lahko pa znotraj stranke se zelo močno manipulira z tem poslancem in njegovim glasom, ne, toliko časa to ni demokracija. Pa si lahko predstavljamo demokracijo, kaj se je ameriški tip demokracije, ki je po moje čist mema, ne, in tako naprej. Ampak dokler ne bomo mi se zavedali in tudi ljudem znali povedati, kaj je demokracija, ne, in tudi se zavedali, kaj smo leta 90 na plebiscitu, zakaj smo se odločili, ne, takrat ne meni govoriti, da smo se odločili za tržno gospodarstvo, ne meni govoriti, da smo se odločili za take razlike v recimo imetju in razlike pri davkih, ne. To sem večkrat že vprašal, recimo, kakšno imamo Socialni demokrati politiko do spremembe davčne zakonodaje, ne. Ampak moti me to, da mi spregledamo, kaj je demokracija in si nikoli ne povemo, nalijemo čistega vina, demokracija je to, se je treba sam Lukšiča poslušati, pa nam bo vse jasno, sam ga nečemo, ne. Pardon, hvala. Jaz ga čisto rada poslušam. Mene ena druga stvar mogoče zdaj, kar mene sem pa tja malo morine, pa mogoče tudi koga od vas. Že pri zadnjih 2 sestavah parlamenta imam občutek, ko opazujem Slovenijo, ne, da pravzaprav ne veš, koga dobiš v parlament, ne. Tudi zdaj se nam vsakič ta fenomen znova dogaja. Ko pridejo novi obrazi, nove stranke, razumem, da se nam to dogaja, ker se hoče prostor, ki je prazen, izprazniti, volivci so razočarani, se do zadnjega ne ve, kdo so kandidati, ne. In jaz se spomnim z enega pogovora v preteklosti gospoda Cerarja, ko je prišel v parlament in ni poznal 2/3 svojih poslancev. Zdaj, to malo mogoče provokativno rečem, ne, ker mi svoje kandidatke in kandidate, jih imamo že kar nekaj časa, izobražujemo in imamo tedenska izobraževanja in se pripravljajo, ne. Zdaj, verjetno povsod se pa ne bodo mogli vsi pripraviti, pa ne rečem, da je idealno, pa se vedno lahko zgodi še kakšna napaka, ampak prav v zavedanju tega, ne, da ko se sestavi parlament, se zelo hitro lahko zgodi, da poslank in poslancev ne spoznaš, če se ta zgodba v zadnjem trenutku sestavlja, ne. Tu so veliki izzivi, ne vem, kako jih vi vidite, jaz vidim skozi to, ker vsak teden probamo izobraževati naše kandidate. Ja, novi obrazi vsekakor so stvar, ki rezultira v bistvu, to je fenomen, ki rezultira to, da so ljudje nezadovoljni, ne, s politiko in seveda, tako kot ste rekli, poskušamo popolniti neko to praznino, ki vlada, in dejstvo je, da moramo spremeniti in državljani sebe in seveda politiki sebe, ne. In jaz upam, da mogoče nas je ta šola, ki jo imamo zdaj v zadnjih 2 letih, naučila, ne. Je pa dejstvo tudi, da zdaj je civilna družba kakorkoli se je prebudila in da smo postali precej močni, ne. In verjamem, da nam tudi radi prisluhnete, ker konec koncev bomo edino skupaj lahko v Sloveniji karkoli naredili, ne, in eni in drugi, ne. Tako da časi elitizma in odmikanja politikov od družbe niso več, ne, tisto, kar bi si smeli sploh dovoliti. In mogoče je tukaj čas, da se dotakneva tudi opolnomočenja referenduma, o katerem je tudi beseda v samem scenariju, namreč to, kar je zdaj referendum v danem trenutku, je samo še nek kozmetični pripomoček zakonodaje in nima nobene praktično funkcije. Tudi posvetovalni referendum kot tak
Ljudem se ne da več, ne? Ljudem se ne da hoditi izjasniti za nekaj, če to ne bo imelo nobenega pravnega učinka, pravne posledice. Ne? Se pravi, mi moramo referendum vrniti v roke državljanov in mora obstajati vzvod pri vsaki obliki ali referenduma ali je to ljudska iniciativa, da bo to imelo neko obligacijo da bo državni zbor pravzaprav obligiran to tudi spoštovati ne v tistem delu, ki njemu ustreza, ampak recimo, ne vem, moj predlog oziroma naš predlog je nek kvorum. Ne? To pomeni, če se toliko in toliko odstotkov volilnega telesa odzove in toliko odstotkov potrdi referendumsko vprašanje, to pomeni, da državni zbor ne mora več odločati o tem, ali bi to sprejeli ali ne, ampak je to pač preprosto obvezujoče in mislim, da je to tisti manever, ki ga politika mora speljati v nadaljevanju, če želi, da bodo državljani lahko postopoma začeli uveljavljati tudi interese, ker država smo ljudje. Ne? Tako da... Jaz, če smem se v veliki meri strinjam, da smo včasih utrujeni od referendumov in da bi morali mogoče razmisliti, kako zastaviti vnaprej, ampak mogoče čisto ne drži, če pogledam na zadnji referendum o vodi. Očitno tu pa se je zgodila velika mobilizacija, mogoče niti nismo pričakovali, ne, ko je šlo za dostop do vode, celo mladih ljudi, ne. In tudi posledično je vlada spremenila odločitev. Se pravi, mogoče je bila to ena dobra lekcija, da je pa možno, ko imajo ljudje, tu se mi zdi, so dobili po dolgem času občutek, da lahko vplivajo na odločitve. Zdaj, jaz ne verjamem, da se bo v celoti preslikalo na sam volilni dan, mogoče ta udeležba odvisno, ne upam si prejudicirati, ampak ta referendum je bila spodbudna zadeva, da se ljudje vključijo, dajo svoj glas in da glas tudi šteje. Da, ampak seveda ta referendum je bil specifičen v toliko, ker smo lahko zavrnili mi zakon. Ne? Mi pa ne moremo predlagati zakona in tu je ključno, da je bil tak odziv na tem referendumu, ker smo vedeli, da ima lahko posledico. Če bi šlo zgolj za neko v bistvu posvetovalno obliko, vprašanje, če bi bil tako uspešen. Tako da jaz mislim, da vse oblike bi morale pridobiti to funkcijo, kot je ta del referenduma, ki zavrne neko pač osnovo. Tako da, kakšno je stališče pač vaše stranke oziroma vas osebno do tega, ste pripravljeni povrniti ljudem v bistvu? Seveda, vse drugo bi bilo neumnost, da bi sploh si lahko predstavljali ali pa rekla. Ljudje na referendumu, kar je bistveno, da ji lahko vplivajo, ljudem je treba dati moč soodločanja nazaj. To smo se zdaj leta ukvarjali tudi v evropski politiki, zakaj je taka velika odtujenost politike od ljudi, kako dati spet moč ljudem, da vedo, da so lahko v postopku soodločanja. In referendum zagotovo ena takih rešitev je. Zdaj mora pa biti zastavljen tako, pa da ne bom izumljala neke nove formule, da ni to samo ne glede na vprašanje, seveda odraz da ali ne aktualni vladi. Zdaj, to se nam največkrat zgodi, da je referendum ne glede na vsebino v bistvu zaupnica oziroma nezaupnica vladi. To zagotovo. Jaz mislim, da pri referendumu je tudi druga težava. Vprašanja so zastavljena zelo neposrečeno. Najmanj milo izražene. Če debata o referendumu, glejte, gospod Tanja, jaz sem pač pogledal vaš program. Vi se strinjate, da do leta 50 da bi dosegli podnebno nevtralnost, ne? Do leta 33 praktično nobenih novih kapacitet elektroenergetskih ne bo zgrajenih in načrtujete skupaj z vlado in z vsemi in tudi z gospodom Golobom do leta 33 uvoz elektrike tam za 30 do 40% in to po ceni, ki je lansko leto skočila od 48 na 120 evrov, pa bo šla še gor. Skratka, načrtujete v bistvu podnebno nevtralnost absolutno prepozno,
ne delate ničesar, tudi v vašem programu tega namreč ni, a ne? In moja ocena je, da bi morali recimo referendum o tem, a bomo se šli jedrsko elektrarno pa hidrocentrale narediti letos. Zadnji čas in do leta 30 zgraditi 2 jedrski, ker drugače bomo brez elektrike. Tako da to, kar načrtujete čisto vse stranke, ne samo vaša, je energetska revščina, draginja, tako da sploh človek verjeti ne more, kdo vlada v tej državi. Zdajle smo že 2-krat imeli situacijo, da bi morali torej, odklapljati elektriko. Kaos totalni. Ja, in nismo se ne vlaga, zakon o energetskih vavčerjih, ki ga je vlada zavrnila. V vladi smo v opoziciji, slovenska vlada ni ukrepala ob energetski revščini, ena zadnjih držav, ki je karkoli naredila, kljub pozivom opozicije. V programu pa imamo zapisano, mi smo dali več predlogov, ko so energenti in cene začeli naraščati, bistveno več, niso bili sprejeti, zdaj nismo pač vlada, ne? Ampak imamo pa zapisan tudi program, ko gre za energetsko prihodnost, podnebno okolje, ker je to povezano med sabo, da bi šli tudi na referendum. Imamo zapisano referendum glede izgradnje drugega bloka elektrarne in tako naprej. Tako da potovanje z državljani je pomembno. Gospa Fajon, naš čas je sicer zelo pri koncu, se malo zadržimo? Ali se vam... Ja, še malo, ja. Dobro. V 8 sem imela predviden nov sestanek, bom še malo potegnila. Lejte, samo ena zadeva zelo pomembna, se mi zdi današnja socialna omrežja je danes preplavilo v bistvu sporočilo, da Socialni demokrati niso podprli referenduma za orožje, ne? Da sta v bistvu samo gospa Hot in Koprivec bila za to, da se referendum spelje, ne? Ostali, da ste se vzdržali glasovanja. Je bilo to, mislim, veliko ljudi zanima, vključno z mano, kakšen je bil razlog za tako odločitev. Glejte, mi smo zelo jasno nasprotovali povišanju sredstev oziroma vsem milijonom, ki jih vlada namenja za nakup dodatne vojaške opreme, ko je šel zakon skozi parlament. Še en referendum v tem času pred volitvami je bilo pa zgolj vprašanje smiselnosti mobilizacije stroškov, ker verjetno ljudje tik pred volitvami, tudi druge stranke opozicije niso direktno podprle. Bolj iz, bi rekla, logističnih, organizacijskih zadev, da bi ustvarjali še en referendum v letu, ko imamo 3 volitev. Tako da zakonu smo nasprotovali, naredili vse, kar je mogoče, da se dodatna sredstva v času, ko imamo zdravstveno krizo in druge prioritete, ne namenjajo nakupu vojaške opreme. Tu ne gre za nasprotovanje sami želji vlade, ki želi namenjati dodatna sredstva, ampak preprosto še enemu referendumu v času, ko bo že težko mobilizirati tudi volivce, da pridejo na volitve. Ker se mi zdi, da imamo letos izjemno pomembno leto volitev, ko bo treba predvsem ljudi prepričati, da so to verjetno najpomembnejše volitve. Od osamosvojitve Slovenije, če uporabim izraz, da bo to plebiscit pravzaprav, na katerega se zdaj vsi intenzivno pripravljamo, in se mi zdi, da dodatna mobilizacija in energija, ki bi šla in denar v tem času, ne bi bistveno spremenil stvari. Čisto enostaven razlog, ko pa smo imeli na mizi zakonodajni predlog, smo pa zelo jasno glasovali proti. Če uspemo, če civilna družba in Levica in vsi akterji Se mi bomo pomagali pri izbiranju absolutnih podpisov. Če se to zavleče v naslednjo vlado, boste pa verjetno ta nakup ustavili, ne? Boste to podprli? Upam, zdaj, veste, ne, tu so različne zaveze, ki jih ima država Slovenija do zveze NATO. Jaz bi si želela marsikakšno zmanjšati, ne, ampak bomo videli, kakšne bodo prioritete. Dejstvo pa je, da
imamo določene obveznosti. Ampak ta hip, ko je bila zdravstvena situacija, smo v res tehtnem premisleku, tudi strokovnjaki, veste, da smo imeli sami dovolj obrambnih ministrov v preteklosti, razmislili, da sredstva prioritetno moramo nameniti v zdravje. Jaz se vas ne bomo več zadrževali, če se vam mudi, zahvaljujem za vse odgovore. Upam, da bomo lahko ta prvi del zaključili v smislu, da se boste tudi z mojimi kolegi še usedli, da boste tudi njih povabili k sodelovanju in da bomo skupaj našli neko rešitev. Prosim. Da bi jaz lahko vse izkoristil tole družbo. Ja, ne vem, kako bo gospa Fajon. Jaz sem načeloma kar zelo odzivna za sestanke, pogovore z ekipo. Če je kaj nujnega, seveda še zdaj, drugače pa vedno dobrodošli, ker zelo rada se pogovarjam in iščem rešitve, kaj lahko naredimo. Rada, zelo na hitrco, prosim. Se bom na hitrco, sam pred slabimi 2 leti sem si obljubil, da eno vprašanje vam postavil prvič, ko vas vidim ali pa srečam. Gre za enega mojega kolega iz Niša, ki je bil član opozicije v Srbiji. Pred 2 leti sem urejal stik z vami, in predno je do stika z vami prišlo, ne vem, če je prišlo, ker je on pa umrl. In zdaj sem rekel, bom prav vprašal, ko vas bom videl, srečal, če ste se kdaj srečali. Je pa to Miloslav Jukić iz Niša in on je bil eden izmed teh civilnih da ne rečem, združenj, ki so bile organizirana Beograd, Novi Sad, Niš, pa še en kraj in so tako delovali po področjih. Ga nimate v spominu? Ne mi zameriti, jaz za Srbijo zelo veliko delam, ker sem znotraj parlamenta, vodim delegacijo Evropski parlament, Srbski parlament in sem še zadnje leto glavna pogajalka naše institucije med opozicijo in vlado. Tako da 2-3 leta izjemno veliko sestankov s srbsko stranjo upravljam, da bi mi potegnilo ime, ne vem, vem pa, da vsakič, ko sem v Beogradu, imam dan sestankov s civilno družbo in nevladniki. To mi je ena prioriteta, zlasti zdaj tudi, ko so imeli okoljevarstvene in jih še imajo izzive. Vedno so en dan nevladniki in en dan novinarji. Tako da mogoče sva se kdaj srečala, ne bi pa znala povedati. So pa Srbija, lahko naslednji govorimo o tem. Lahko, Tjaša. Ja, čisto na kratko. Omenili ste, da imate neko delovno skupino, ki se intenzivneje ukvarja z volilnim sistemom. Drži, ja. Ja, mi vam bomo neko pismo poslali in zaprosili za sestanek s to skupino, ker bi radi odprli tehnična, ne samo politična vprašanja okrog tega sistema. To je eno. Drugo, verjetno ste preslišali, Tjaša pa ni posebej eksponirala. Mi imamo preko 1000 glasov ljudi, ki pravijo, da je spremembo sistema nujna in vsaj polovica njih se sprašuje, zakaj bi volili stranko, ki ima negativno stališče do demokratizacije. Zato svetujem, da poskušate te ljudi prepričati z verodostojnimi izjavami, zavezami in tako dalje, da vaša stranka to podpira. In k temu seveda sledi vprašanje. Jasno nam je, da tudi po volitvah bojo stranke hotele pozabiti na to stvar, se bo izklicevali, da nimajo 61 glasov in tako dalje. Edina rešitev za spremembo sistema je referendum. Mi bomo zbirali in zbrali glasove za tak referendum. Vprašanje pa je, nas boste podprli javno in jasno, bomo šli zbirati glasove za referendum o demokratizaciji volilnega sistema. Nas boste?
Glejte, če ste mene nocoj razumeli, da sem proti, da imam negativno stališče do demokratizacije, potem mi je žal, ker vse drugo sem želela vam povedati in absolutno, ko bomo skušali te spremembe uvajati, upam, da bomo našli čim širši konsens, da bomo lahko drugega podprli, ker končni cilj je, da bomo vrnili ugled ne samo politiki, ampak moč ljudem, da bodo lahko se odločali po demokratični poti, kdo bo upravljal z državo naprej. Tako da tu lahko računate res na eno iskreno z moje strani, pripravljenost na pogovore in tudi podporo v teh prizadevanjih. Lahko še jaz samo namig zelo kratek. Tanja Fajon, izhodišče novega v družbenih odnosih, ko gre za vprašanje politike, ponudba novega volilnega zakona je približevanje politike ljudem, da presežemo politiko kot igro z ljudmi in le-ta mora postati igra ljudi. Da bi to dosegli, pa moramo v procesu vzgoje in izobraževanja vgraditi vzgojne vsebine, ki bodo spodbujale mladega človeka k državljanski drži, to je eno, in tedaj bo tudi pripravljen pri 16 letih prevzeti volilno vlogo, da voli in da je nenazadnje tudi izvoljen. To pa je zahteva znotraj izobraževalnega sistema. Ne to civic education, levo, desno, državljanska vzgoja, pa morala gor dol. Volitve morajo postati moja osebna dolžnost in odgovornost. Samo toliko. Hvala. No, to je bil še zadnji napotek profesorja. Pa po dolgih letih sva se videla, vsaj da sem jaz videla na drugo stran. Gospa Fajon, jaz se vam res lepo zahvaljujem za odgovore. Upam, da glede na to, da nam je čas tako zbežal, da se še kdaj srečamo in želim vam seveda v tem predvolilnem času čim manj stresa, naj bodo dnevi čim daljši, da boste lahko vse postorili, kar ste se namenili, seveda veliko volivcev dobre volje in vse dobro in upam, da seveda po volitvah se srečamo v drugačnih sestavah in z drugačnimi nameni in da bo končno Slovenija krenila tja, kamor mora kreniti po vsem tem času. Hvala lepa res za povabilo, mi je bilo posebno veselje in upam, da se kmalu spet vidimo. Hvala lepa, srečno, lahko noč. Srečno. Lahko noč. Lahko noč.